Ja, stanje je daleč od tega, da je bilo zelo slabo, seveda pa tudi ni najbolj idealno. Predvsem te konflikti, kolesarji, pešci so zelo pogosti, potem križanja kolesarskih poti z cestami. Tako da so možnosti za izboljšave, po drugi strani bo treba pa tudi izboljšati samo kulturo udeležencev v prometu. Govorimo o vseh udeležencih, kajti brez strpnosti tudi najboljša infrastruktura ne bo pomagala. Ja, ponekod so prav luknje, da kar knot padeš. To bi mogli zrihtati, sploh tukaj po mestu. Če gledate po celi Sloveniji, je v Ljubljani fejst zrihtan. Tisto, kar je na narejeno, vse v redu, vse ostalo je pa loterija. Tako. Niso poti pravilno označene. Nehajo se in potem smo kolesarji prepuščeni biti drugje, kar povzroča zelo nevšečnosti. Dejstvo je, da kolesarji so ranljivi. Nažalost tudi statistika za preteklo leto kaže, da so bili v veliki večini tudi sami povzročitelji teh najhujših prometnih nesreč. Tako da moramo pa biti strpni drug do drugega. Ne smemo z roko, s prstom kazati samo na ene vrste udeležencev. Treba se pa zagotovo zavedati te svoje ranljivosti, iti na kolo, v dobri psihofizični kondiciji, uporabljati zaščitno opremo. Tudi če je čelada obvezna samo do 80. leta, naj jo uporablja vsakdo, kajti pri padcu bo zagotovo pripomogla k manjšim poškodbam.